Pozdravljeni! Verjetno marsikdo izmed vas je bil razočaran nad tistim, kar so pokazali pri Scuderiji Ferrari na prvi dirki letošnjega prvenstva Formule 1. Na začetku moram poudariti, da verjetno pri vseh nas ne gre toliko za tisti odstop, ki smo ga videli pri Charlesu Leclercu, temveč o neki splošni počasnosti, ki smo jo videli pri SF pomišljaj 23. In verjetno marsikdo izmed nas je začuden, namreč, če se spomnite prispevkov, ki so začeli tam okrog velike nagrade Emilia Romagna lani, sem zatrjeval, kako F1 pomišljaj 75 ima težave v fazi pospeševanja in doseganja najvišje hitrosti. In to zgodbo sem pravzaprav vlekel do konca sezone. Nato je prišla predstavitev novega Ferrarija SF pomišljaj 23. In tam sem zatrdil, da sam bolid je praktično aerodinamično evolucija lanskega in da ne vidimo velikih razlik. A vkolikor smo pogledali podatke, smo takoj opazili, da samo obnašanje Ferrarija SF pomišljaj 23 je bistveno drugačno, nasprotno od onega, smo ga videli pri F1 pomišljaj 75. Torej, kaj se je spremenilo? Zakaj je nov Ferrari čisto nasprotje onega starega, bomo skušali ugotoviti v naslednjih minutah. Namreč tudi sam sem se lotil razmisleka in prišel do zanimive ugotovitve. Sicer gre za ugibanja, ampak videli bomo, da pravzaprav simptomi, ki jih mnogi avtorji navajajo, dobesedno potrjujejo to teorijo. Kot pomoč si bomo tudi tokrat izbrali maketo Ferrarija SF 21. Namreč v dirki velike nagrade Bahrajna je bilo ogromno govora o tem, kako ima tudi Ferrari, poleg ostalih ekip, velike težave z degradacijo samih pnevmatik. Spomnimo se, Charles Leclerc je v navednicah žrtvoval kvalifikacije, da je lahko imel nov set pnevmatik soft na začetku same dirke. In konec koncev degradacija ni pojav, ki se nekako pokaže po 3 samih krogih, a Max Verstappen je bil kljub vsemu hitrejši, upoštevajoč dejstvo, da je imel vsaj 3 kroge starejše pnevmatike, neke velike prednosti pri Leclercu s tistim privarčevanim setom ni bilo. Res, na samem štartu je imel določeno prednost, ampak ne dovolj. A v nadaljevanju smo videli še nekaj več. Namreč ne samo, da na začetku ni imel neke opazne prednosti, tudi v nadaljevanju tako Leclerc kot Sainz nista bila sposobna držati ritma. Govorimo o zaostanku okrog 7 desetink na krog, kar je ogromno. Kaj bi se lahko pri Ferrariju zgodilo in predvsem, zakaj tega mi nismo opazili s prostim očesom? Zgodilo se lahko to, da so pri Ferrariju enostavno težišče pomaknili proti zadnji osi. Namreč slišali smo ogromno teorij, kako v letošnji sezoni bo pogonski sklop Scuderije Ferrari močnejši. Nekateri so zatrjevali celo 30 konjskih moči, čeprav teorija nima osnov. A ena izmed ukan, kako pomagati bolidu pri pospeševanju, je nekako spraviti več sile na zadnji del. Tako tista pogonska os ima več oprijema. Namreč mi navdušenci moramo razumeti nekaj. Aerodinamični profili na prednjem in zadnjem stabilizatorju
delujejo drugače kot naprimer krila pri letalu. Seveda ustvarijo silo, ki je usmerjena navzdol, ampak ta sila se preko obes preseli na same pnevmatike in tu deluje. In sedaj, če so težišče pomaknili nekoliko nazaj, ima zadnji par koles res večjo silo, večji prijem, ampak tudi temperatura samih pnevmatik se zvišuje. In verjetno marsikdo izmed vas je zasledil, da Ferrari SF pomišljaj 23 ima težave, seveda z degradacijo na pogonskem paru koles. In mnogokrat sem že razložil, zakaj gre pri degradaciji. Da gre za temperaturni pojav, ko sama pnevmatika gre čez večje število temperaturnih ciklov. Torej se pregreva, ohlaja in tako naprej. In prav pri zadnjem paru pnevmatik je to značilno, kajti tu ogromno energije pride pri pospeševanju, pri zaviranju. Ko bolid nekako doseže tisto visoko hitrost, se pnevmatika začne ohlajati. In seveda, sedaj prihajamo do srža problema, kako da je Ferrari seveda počasen v tistih mešanih delih, kjer je lani nekako kraljeval. Verjetno je odgovor tak, ki ga ne pričakuje marsikdo izmed vas. Ferrari SF pomišljaj 23 ni tako počasen v mešanih delih, ampak vozniki, da ne degradirajo pnevmatik, so prisiljeni voziti počasneje. Govorili smo o tem, da pravzaprav imajo težavo v obratu, ampak v obratu sodobni bolidi Formule 1 dobesedno zdrsnejo zadkom. In tudi zaradi tega pri skuderiji Ferrari imajo lahko težave, ki na prvi pogled izgledajo enostavne, ampak so bistveno bolj kompleksne. Namreč s tem, ko so nalašč pomaknili težišče nazaj in govorimo o mehanskem in aerodinamičnem težišču, so povzročili ta stranski učinek, ki je vse prej kot zaželen, in premakniti težišče naprej je vse prej kot enostavno. Namreč po eni strani bi lahko uporabili bolj blagi kot na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju in zopet bili počasni v tistih mešanih delih, kajti ne bi imeli oprijema. Lahko bi zvišali tlak v pnevmatikah in tako se rešili težav s temperaturo, ampak zopet bi izgubili na oprijemu, kar bi pomenilo korak nazaj na tistih ravninskih delih. Potrebna bo verjetno večja korektura, kar se tiče same razporeditve raznih elementov v notranjosti in nastavitev predvsem blažilnih elementov na zadnji obesi, kar pa ni zadeva, ki se lahko zgodi od danes na jutri. A vseeno, težava pri projektu SF pomišljaj 23 je zopet nekaj, kar mene osebno čudi. Namreč projektni biro je uporabljal neko ukano, neko bližnico, katere se poslužujejo inženirji, ko jim voda teče v grlo. Namreč tak premik težišča nazaj seveda pomaga pri samem pospeševanju, ampak znano je, da izjemno škodi v tistih mešanih ovinkastih delih, kar se je pokazalo tokrat pri bolidu skuderije Ferrari. Videli bomo v nadaljevanju, ali jim bo uspelo to težavo rešiti, in verjetno tudi pri mnogih drugih ekipah so šli podobno pot. Namreč drugače si težko lahko razložimo, zakaj edino pri Red Bullu so lahko na veliki nagradi Bahreina uporabili 2 seta pneumatik soft, pri vseh ostalih pa le enega. Namreč, če smo pravzaprav iskreni, pri Red Bullu so bili z drugim setom pneumatike soft sposobni peljati prav toliko krogov kot vsi ostali s pneumatiko hard na bistveno višjem ritmu.
In to je nekaj, o čemer bodo morali mnogi inženirji razmisliti. Pri skuderiji Ferrari pa se vidi, da tisti kolektiv, ki je zbran okrog Enrika Cardileja, po mojem osebnem mnenju vse težav, ki jih je imel lanski model, ni lotil temeljito. A o tem, kdo ima prav in kdo ne, bomo seveda govorili malce več v nadaljevanju letošnje sezone. Za danes pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.